Še enkrat lepo zdrav vsem prisotnim. Nadaljevali bomo s predstavitvami tekmovalnih filmov drugega dne 28. festivala slovenskega filma in sicer smo tokrat pri sklopu tekmovalni kratki 1. Na vrsti pa je kratki eksperimentalni film H2O, režiserja Tomaža Pavkoviča, se opravičujem, ki je tudi z mano kot moj gost in ga lepo pozdravljam. Dajte mi najprej za začetek, včeraj smo že malo govorili o tem na odru sicer, no, ampak o genezi samega filma. Imam pač neko specifično genezo, nastal je v enem sklopu enega specifičnega projekta, pa če bi malo pač o tem povedali na začetku. Kolegica, ki je tudi soproducentka, Jerca Šantej, v okolici Sevnice organizira likovne kolonije, ne, kjer povabi pač slikarje iz Slovenije in ponovadi Hrvaške, Bosne, tako da je mednarodnega značaja in je v bistvu tudi nama z Julijo, Julija je pač soavtorica filma, nas je povabila, če pridemo na to kolonijo, ne, pa sem rekel, ja, midva ne delamo oziroma midva ne rišemo, lahko pa naredimo nek film, no. In ker je pač letos bila tematika te kolonije voda, ne, smo pa naredila pač H2O film. Ne. Ampak videl sem na koncu, da je eno posvetilo nekomu, pozabil sem ime točno. Spraševal sem se tudi glede naslova, zakaj je H2O? V bistvu jaz sem to malo raziskoval, malo po zgodovini in sem pa najdel en eksperimentalni film iz leta, mislim, da je bil 29, ki se imenuje H2O. No. Tako da po tem filmu sem jaz pa malo priredil, oziroma sem ga postavil v Slovenijo, pa v ta sklop, rečemo, rek na Dolenjskem, no. Nekaj takega. Ne. In to je bilo pač, kolonija se je začela 1. julija, mi smo pa to že v bistvu prej malo začela prijavljati. Ne. In takrat je bil še ta vročinski val, še ko je bilo vroče, tako da smo pa malo se vozila po Dolenjski, pa obiskovala reke od Save, pa rečemo do Kolpe, do meje. Ne. Kako ste se pa odločili, kakšen pristop ubrati k samej sliki? Videl sem, da predvsem imate statične posnetke. Ja, rekli smo, da ne bi bilo čim bolj abstraktno, ne, da bi ne bila še zmeraj voda, pa čim bolj abstraktno, da bi nekako izgledalo kot neka slika, ne, da bi nekdo to narisal. Ampak potem so pač malo odstopano. Je pa večinoma so teleobjektivi, ne, in te neke kadri, ki se malo gibljajo, je v bistvu dron, ki je bil pa čisto nad vodo in se ga potem malo te tokovi, pa veter ga je malo tako, no. Super. Verjetno je to razlog bi tudi, da ste se toliko igral z nekimi odsevi, pač. Ja, v bistvu, ker je to pač likovna kolonija, pa smo tudi rekli, da je bilo malo te abstraktnosti, ne, pa veliki teh senc, pa refleksije. Ja. In potem ste v sklopu že same te kolonije prikazali film? Ja, zadnji dan, ja. Tam v klubi pa omenil bi sam še glasbo. Ja. V sklopu kolonije je bil gost, imel gong, kopel, en kolega Vladimir Jancna, tako da smo v bistvu še tisto kopel posneli, ko nas je wow, ne, to je pa to, kar še v bistvu rabimo. In pa se mi zdi, da je super tiste zvončke na koncu, to sem še včeraj videl, kako fajn pa še te zvončke na koncu in ta šot Save. No. In katere reke so bile vse vključene, če lahko? Pa v bistvu zraven ta kolonija se dogaja v eni taki mali soteski, ki se imenuje Pekel, ne? In zraven te hiše izvira neka stoletna voda, ne? To je ta prva dva šota. Pol je v Beli krajini je ta reka Jelševniščica, nekaj takega. Tam zraven en kolega, imajo en kmečki turizem, je super plac. Potem je Kolpa, Sava, pa Mirna. No. Odlično. Kje pa vidiš naprej neko pot filma? Ste ga prijavljali že kam? Ga boste? Jaz sem to čisto slučajno, sem videl, da še 2 dni do konca razpisa. Ja. Pa sem ga prijavil, tako bomo videli zdaj. No. V bistvu smo ga prijavili, sem nisem odgovoril na neka narava in video. No.
Mislim, da za Bežigradom neke kolonije. No. Mislim, v neki galeriji za Bežigradom v Ljubljani, ampak to nismo dobili nič odgovora. Tako da mogoče se mi zdi bolj, mogoče rečemo neke galerije ali kaj, no. Z nekim dobrim soundom. Ampak zdaj, ki si ga videl na velikem platnu, je verjetno drugačen občutek kot... V bistvu, ja. Ja, prvič, tako, še kakšni detajlčki, ko bi še drugače malo spremenil, pa se najdeš na tem. Nič, najlepše se ti zahvaljujem za to predstavitev. Hvala. Hvala.